tako smo zdaj pristali na Grilovi domačiji in danes bomo obnovili, kaj so pred približno 50 leti počeli. Prvo, kar je, ne smeš žen priti do tega dela. To je prvo. Zato pa zmeraj smo rekli, klepač naj bo prikleti. Najprej greš na grobo. Pol, ko priješ skozi do kraja, greš pa na fino spet od začetka. Stara košnja je izgledala približno tako, da so se že v ranem jutru moški zbrali, pripravili kose, dobro nabrušene kose in se lotili košnje, kajti dokler je bila trava rosna, je kosa dobro rezala. Ko se je trava enkrat posušila, je bila košnja težja in zato so se tega lotevali zelo, zelo zgodaj. Gospodar je moral kositi prvi. Dajal je ritem vsem koscem, potem so pa zadnji kar tekmovali, ker preveč en za drugim zaostajati niso smeli, da je bil to lepa red, je bila, lepo se je kosilo, pa polenili so se, če bi nekdo drug dajal ritem. Vsak kosec je imel na pasu pripet čepun, to je bila goveji rog, noter malo vode, pa ostrivnik, ta kamen, za brusiti. Ko so že nekaj pokosili, je vedno gospodinja prinesla nekaj za popiti, kako malo malcev, kako malenkost, pol se je pa moglo kosce pokositi, ker star slovenski pregovor je, kakor se kosco streže, tekmo kosa reže. Malo so se pohecali, no, kak boš pa pri tebi in tak drugega malo, to so se malo obdelali, vse tega ni zmanjkalo, so se tudi smejali. To so potem pozajtrkovali, pohvalili gospodinjo, to je bilo nekaj kar, pa če je bilo za pohvaliti ali pa ne, to se ni, v glavnem so bili kar zadovoljni. No in potem so rekli, da 2 uri še, tako so ob 11, ko je bilo pa že vroče. Proti večeru se je pa potem voz vole vpreglo in spravilo. Ta dan nismo pasli, ker se je živina pasla. Ta dan je pa bila, ker je bilo toliko krme nakošene, smo mi to krmo uporabili za krmo v štali. Za vinogradu se je začelo, ko so bile mladice dolge 40 cm, potem se je to redno vezano. Ker ta vinska trta zraste na dan, če ima pogoje, pa če je veliko sonca, od 10 do 12 cm. Veste, da je treba to kar naglo vezati. Včasih se je isto to počelo, samo da je bila višja vzgoja in tudi dvošperonska vzgoja, da obe strani vsak šperon svoje. In tudi zdaj se veže tudi star način še. Novi načini so enošperonska vzgoja, kjer imaš na šperonu gor samo po 5, 6, 7 pogankov maksimalno. Ja, pol na konci je že bil kak likov, pa mogoče se je kak deci spil, pa malce so bile bolj skromne, kot so bila danes, kakva juha, mogoče kaj svinjskega mesa, samo to je že bila redkost. Tokrat, če bi tako, da bi bila ajda pomembna, se pač spominjam tega tako, da so po prvi žetvi, ko so odstranili to požeto klasje, torej slamovred, temu smo rekli snopi, pa tako naprej, to je bilo svoje izrazoslovje, se je potem ta njivca ponovno zorala in tu se je lepo pobranalo, da je bilo gladko, v to se je pa potem posijala ajda. Ko
pride kmet s tisto svoj sejavnik, se je reklo, to je imel eno posodo, ko je dal čez ramo, prime in potem pa se poseva, tako. Lepo poseva, tu je pa treba bilo otrokom, da tam, ko je ata padel tisti je rekel, no tam pa dej list noter, ne, vejico tako, ko ima listje. In tako smo šli lepo tja do kraja. Zato, ker ajda je bila za moko, pa tudi v zrno je bila uporabna. In zdaj, če takole rečem, v zrnu je bila kaša, jo skuhaš, je pač namesto krompirja recimo lahko imaš kašo. Če je pa to v zimskem času, ko so koline, so bile pa krvavice hudo dobra stvar. In potem smo pripravili srpe, vse tisto, kar je potrebno, so bili sklepani srpi, nabrušeni srpi, obveščene vse tiste žanice, staro in mlado. Otroci smo pa takrat pomagali recimo kaj? Da smo nosili vodo ali pa sadjevec, domač sadjevec. Je oče pol pripeljal, torej ostrvi smo rekli, to je ena tak smrekca, ki je padla ali zaradi podiranja, ali pa to so vse kmetje spravljali, to je tako visoko 2 metra, recimo, da je to v skubu s korjo, ljubje, in potem je posekal veje. Tam, ko so veje bile ven, so ostali eni taki izrastki, ne, še, in potem je treba okoničiti, ušpičiti. Tako, da je posadil in teh je naredil v vrsti 5-6, nekaj takega. Znosili smo snope do tiste ostrvi in ata je to vzlagal v kopo. Pesem stara pa je po koroškem, po krajnskem, že Ajda vzori, ne? To je pa spet ena lepa pesem. Prej sem gospoda vprašala, če je slišal, da na Celovškem polju, ko je Ajda cvetela, da so utišali zvonove. To sem samo enkrat mimogrede slišali v enem razgovoru in sem spraševala sem, odkot je to, ne, če je to res. Ampak doslej še nisem imela te sreče, da bi nekdo razložil, a je bilo to res, a ni bilo, da so zvonovi, da bi lahko vplivali na čebele, ja, da bi jih to bilo možno. Tu v okolici Grilove domačije pridelujemo cvetlični med, tudi gozdni med. V začetku maja in junija se prideluje v glavnem cvetlični med. Ravno zdaj je tu končala nad čebelnjakom ogromna lipa, to je zgodna lipa in ta je že končala. To je bil še cvetlični med. Gozdni med pa nastane posledica mane. Junij je mesec, v katerem pri čebelnjaku čebelar mora ogromno postoriti. Skrbeti je treba, da čebele ne rojevajo, da ne rojejo, ker takrat je manj medu. Redni pregledi so pa tedensko največ na 9 dni. Najbolj važno je pa točenje medu, ker v juniju se največ toči. Malo manj julija, ampak junij je ta glavni mesec, kar se tiče točenja. Je tega bilo kombinacijsko, so kmetje bili zelo znajdljivi, kar se tega tiče, in jaz se teh stvari kar rada spominjam. No, vse smo radi sodelovali, vse to neke vrste obredna zadeva, bolj kot kar pa kaj drugega, ampak tako je pač bilo.
Tekle se je klicalo, da so žejni.